Kar se tiče osnovne šole Preserje pri Radomljah, seveda ustanovitelj mora zagotoviti sredstva, ne šolski sklad, tako da bomo mi z rebalansom, ki bo v mesecu maju, zagotovili sredstva, da se tovrstna problematika čim prej odpravi, tako da ne, šola ne bo rabila zagotoviti sredstva, jih bo pač občina in jaz verjamem, da res v kratkem. Hvala lepa, gospe, za to vprašanje, ker bom rekla zahtevno vprašanje in na mestu. Na Pšatu res nikoli nismo pomislili, ker tudi do mene ni prišlo to vprašanje v smislu varne šolske poti. Šolske poti so načeloma varne, ker je to tudi v šolskem okolišu in v vseh teh načrtih šole. Tako da, kar lahko zagotovim je, da bom preverila, ali morebiti lahko organiziramo prevoz otrok iz Pšate do osnovne šole Dragomelj. Moramo pogledati, kakšni akti so zadaj. Glede pločnikov, 500 metrov pločnikov, vse to se malo sliši, težave predvsem pri pridobivanju zemljišča. Kakršenkoli pločnik mi postavimo, je zadaj toliko ene papirologije in birokracije, prvi pogoj pa seveda, da obvladujemo zemljišče. Tako da jaz predlagam, oziroma imamo kontakte od gospe, da v roku enega tedna bom tudi odgovorila, torej ali lahko čim prej organiziramo prevoz za otroke, oziroma kaj bi se dalo pri izgradnji pločnika tistega pol kilometra, kar ga še imamo. Lipo iz bazena smo mogli odstraniti, ker kot lahko vidite na terenu zelo veliko gradišče, bomo seveda nadomestili to lipo z novimi drevesi, ker to je tudi naš moto, da čim več zasadimo. Tule smo ravno na Šumerku, smo lani z osnovnošolci zasadili več kot 40 dreves skupaj z Zavodom za gozdove, tako da poskušamo vsak kotiček, kjer smo mi lastniki, ali zasaditi, oziroma, kot mi rečemo, mi živimo v sožitju z naravo in zasajujemo nove drevesa.